SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov, o aktualni temi, tokrat pa o trgovini. Zakaj trgovina? Iz preprostega razloga, pred nami je Black Friday, črni petek, ampak tudi nekaj teh črnih vesti prihajajo iz slovenskih polic, če lahko temu tako rečemo. V tem tednu smo namreč izvedeli, da bodo zaprli še zadnje prodajalne M-tehnike, pa 2 cash and carryja. Skratka, ko smo se začeli spraševati, kaj pa se dogaja z našim največjim trgovcem, smo naleteli na, lahko rečemo, kar na nekakšen zid. Že dolgo časa namreč Slovenci težko dobimo prave informacije o tem, kaj je v Mercatorju, ker pač Mercator ni več slovenski. Ampak ko govorimo, kdo pa je sploh še slovenski, naprimer Tuš je bil, pa ga tudi zdaj Mercator ne bo kupil. Vprašanje seveda je, kdo stoji za skladom, ki je za Tušom, ampak vendarle se sprašujemo torej, kje je slovenska trgovina, kje so svetovni trendi in kaj nas v trgovini čaka. Dodajmo le še en podatek, 18% vseh zaposlenih v Sloveniji namreč dela v trgovini, če pa tukaj seštejemo še vse dobavne verige, ugotovimo, da brez trgovine verjetno slovenskega gospodarstva seveda ni. Zato je ta tema še kako aktualna. 3 gostje v našem studiu, en lep pozdrav vsem 3. Maja Zalaznik, nekdanja ministrica, drugače pa predavateljica na ekonomski fakulteti, pa mislim, da veliko delate tudi s trgovinsko zbornico, kaj ne? Hvala za vabilo. Ja, z veseljem, Borut Florjančič, vi pa skrbite za vse te dobavne verige, če lahko tako rečemo, a ne? No, da bodo čim bolje delovale, a ne? Se trudimo. Se trudite. In Darko Durič, lep pozdrav. Ko sem vas spraševal, kako naj vas poimenujem oziroma s katero funkcijo, lahko najprej najbolj široko rečem, če kdo ve, kaj se dogaja na spletu in s temi trendi, potem ste v Sloveniji verjetno to zagotovo vi, a ne? Hvala lepa, lep pozdrav. Pa dajte pa vi dodati tisti zadnji položaj zdaj. Trenutno sem direktor pa partner v podjetju, ki upravlja 4 platforme v tej regiji, ShopTalk in Eponada. Tako, in tudi zato bomo veliko govorili o tem, kje se zdaj kupuje, a se kupuje na spletu ali se gre v trgovino, ampak morda, če vendarle začnemo pri najbolj aktualni stvari, gospa Maja Zalaznik, kaj je zdaj s tem Mercatorjem? To, da se zapreta trgovini M-tehnika, bi lahko rekli, dobro, nič takega, saj bo pa morda kdo drug tam kaj postavil, pa vendarle je tu zadaj neko drugo sporočilo, da ne vemo, kaj se torej dogaja z nekoč našim največjim trgovcem, ne? Pravzaprav se dogaja tako ali bi rekla tisto, kar je v svetu nekaj dovolj običajnega, ko ima kapital in seveda tudi tisti, ki je lastnik kapitala, neko odgovorno vlogo, na kakšen način ozdraviti podjetje ali ga pripeljati seveda v drugi obliki znova na trg. Kakšni so v resnici izzivi v ozadju, težko seveda v podrobnosti govorimo, jih ne poznamo, ampak povejva takole, koncentracija v trgovini seveda deluje. Če smo 10 let nazaj imeli zelo, bi rekla, jasno sliko z našimi lastnimi slovenskimi trgovci, danes temu že zdaleč ni tako. V zadnjih 10 letih je največ, bi lahko rekla, upada bilo prav pri slovenskih ponudnikih, krepijo se diskontarji, ti so povečali, bi rekla, od leta 2014 naprej kar za 10% svoj tržni delež in največji drugi seveda ga hkrati izgubljali. Torej, te konsolidacije, koncentracije tečejo zato, ker so ponudniki morda razvojno bolj usmerjeni, ker je kapital bolj zdrav in hkrati seveda nima nekih, bi rekla, preteklih obremenitev in vse to se zdaj vidno dogaja tudi na slovenskem trgu, ker je pa naš trg majhen, ne? Pa seveda to zelo jasno in zelo občutno tudi vidimo, ko stopimo v trgovino, želimo kaj kupiti, pa je čez noč zaprta, ne? To se nam morda prej ni tako dogajalo, očitno in pred nami, ampak dejstvo je, da trgovinska dejavnost in trgovska dejavnost kot celota seveda ima svoje izzive in če jih ne moremo spremljati kot ponudniki, kot izvajalci na, bi rekla, kakovosten, učinkovit in uspešen način, potem je pravzaprav bolje, da v resnici vse te procese opravimo kot, bi rekla, neki odgovorni vodje, podjetniki, v resnici poslovni sistemi. Še en poudarek je morda zdaj tukaj, vse to, da se je trgovina zelo odprla, da je globalizirana zato, ker ravno je Darko rekel, upravljam 4 platforme. Vse to je doprineslo in kup izzivov, in če v ozadju ni seveda zdravih entitet, potem je težko tudi vse te napredne nove mehanizme kakovostno in učinkovito uvajati. In vse to smo tudi doživljali in še doživljamo slovenski porabniki pri
marsikaterem slovenskem ponudniku. Samo da pojasniva eno zadevo, vse verjetno vas bom večkrat kaj vprašal, da bomo pojasnili, ko govoriva o zdravem kapitalu ali pa lastniku, a lahko rečemo, da je lastnik ali pa kapital za Mercatorjem v tem trenutku bolan? Torej? Ne gre za to. Gre za to, da seveda vsak odgovoren lastnik želi imeti čim bolj jasno sliko. In to se dogaja. Ne? To je pravzaprav to. V resnici je to absolutna odgovornost. Zdaj, ali je nastopila pravi trenutek ali prepozen trenutek, to je pa seveda žal mi ne znamo in ne moremo odgovoriti. Ne? Dejstvo je, da ta odgovornost lastnikov mora biti prisotna in očitno se zdaj dogajajo tisti sklepni koraki. A ste hoteli že kaj dodati? Ja, mislim, če je organizem ali poslovni ali pa bilo kakšen biološki bolan, ga je treba zdraviti. Ne? In v bistvu se mislim, da je kar javna tajna, da je pač biti tako finančno obremenjen, stroški financiran, kot je Mercator že dolgo leta, vsake toliko časa se v sobotni prilogi pa le pojavi kakšen ekonomist, pa to napiše. Ne? Ampak nekdo je to mogel plačevati. Ne? Mene je skrbel, ker smo bili doskrat to mi na začetku, pa najbrž tudi zaposleni in tak tudi kupec. Ne? In to obremenjuje pol celo verigo, če nekdo, ki je tako velik, tako pomemben na trgu, pač pelje neke določene trende, kazalce, se pravi potrebe po marži, pa mislim maržo izdelka, ne maržo podjetja. Tako da mislim, da mogoče je zadnji čas, da se ključne stvari vzdravijo. Sam sem doskrat tudi deloval v podjetju, ki je bilo potrebno zdravljenje, se ga da narediti, ampak tako velik akter ima lahko izredno drastične posledice. In mislim, da je prav, da se mogoče tudi če kdo drug skrbi, kako bo ta Mercator splaval, ker smo preveč prepleteni. Kakorkoli smo bili včasih tudi na bojni noge, recimo kot dobavitelji in tako naprej, ampak za nas, po mojem, za Slovenijo pomemben in ne moramo tako lahkotno, kakor tudi moramo opazovati, kaj se znotraj dogaja v tistih sobah, ker tisti odločevalci sprejmejo odločitev, zdaj bomo pa tukaj stroške odrezali in tako naprej. Mene v bistvu navdaja z nekim bi rekel malo negativnim nemerom, kaj se bo zgodil po Mercatorju. Dobavne verige ali pa živilska dobavna veriga je zelo močno vezana na to, ne, na ta način trgovanja. Ta odvisnost, ne, v resnici tudi dobavnih verig na tako majhnem trgu je še toliko bolj izrazita, še toliko bolj intenzivna, tako bolj je vidna. Ne. Obenem, ko si želimo kupci imeti kratke dobavne verige iz razloga kakovosti, iz razloga, bi rekla, v resnici ne, tudi trajnostnega videnja vsega, kar pravzaprav kupujemo, ne, nam je to še kako pomembno. In zato je v tem trenutku najbolj pomembno to, da vsi deležniki seveda so obveščeni, da stopijo skupaj in da tudi povedo svoje stališča in mnenja. Je pa še enkrat povedano veliko tega doživljenega in videnega tudi na okoliških trgih. Trgovina ima precej izzivov že, kar bi rekla, 2 desetletji, odkar tehnologije, ne, in tudi drugačna skrb porabnika do samega sebe in do tega, kar kupuje. V resnici zelo vidno nastopajo na trgovski polici. Vi ste delali tudi v Mercatorju, zato je morda to vprašanje še bolj na mestu. Ko ste bili v Mercatorju, a ste se takrat zavedali vseh teh sprememb in kaj je ključno? Ta lastniška struktura, ki se je spreminjala, svetovni trendi, kaj se je zgodilo? Jaz mislim, da je prvo tako rekel. Trgovina ni samo živilska trgovina, to je prva stvar, ki jo želim poudariti. Ne? Ampak, če se vrnem zdaj spet nazaj na temo, vse gre po mojem vidiku, pa vsako podjetje gre skozi neke poslovne cikle. V teh poslovnih ciklih je planiralo neke bodoče poslovne dogodke, ki se lahko relativno hitro spremenijo. In to ni vprašanje samo trgovine in ni vprašanje samo Mercatorja. Hkrati obstajajo tudi različni investitorji, takšni in drugačni, ki imajo pač različne cilje. In nekateri imajo pač cilje multiplikacije ne časa, neke vrednosti, nekateri imajo pa cilje, pač, ki so čist poslovni, profitabilnost, sustainability, karkoli že pač. Hočem dati vse skupaj v nek okvir. Mercator je bil znan po tem, da je sledil svetovne trende. Naprimer, prva spletna trgovina je bila narejena, lojalnostni sistem, ki je bil narejen že v koncem 90-ih let, moderne trgovinski formati. Mogoče pa v tem času ali pa potem tudi kasneje, z vidika različnih razlogov, ki so pa bili na mizi, ni pa sledil dovolj ali pa ni bil sposoben dovolj slediti naprimer nekih standardizacij, ki na stroškovnem delu delajo mnogo večjih optimizacij. Procesnega upravljanja, lahko rečem. Temu tako rečem, ja.
Jaz sem pred Mercatorjem zelo dobro naštudiral vse diskontne trgovce na svetu, glede na to, da sem bil v GFK-ju, imel konkretne podatke z Nemčijo in vse ostale zadeve, tako da, ko stroškovno ugotavljaš, je vprašanje seveda, kakšen je tvoj logistični distribucijski potencial in vse ostale stvari. In potem, ko prideš pač v nek drug okvir problemov, ti kakšne take večje investicije, ki bi ti dolgoročno vzdržne zadeve postavile, pač ne pridejo poštev, koliko časa se že govori o logističnih centrih. Če smem dodati, gre tudi za pravzaprav največji poslovni sistem, ki je deloval v trgovini do sedaj. In tisto, kar se je pokazalo prav iz razloga vseh teh ciklov, ki si jih ti lepo omenil, je kako upravljati te cikle. In tukaj mora seveda upravljalec, bi rekla tisti, ki strateško odgovarja, vodi in izvaja, tudi zelo dobro sodelovati s kapitalom. In morda je bila tukaj tista, bi rekla, stična točka potem, da se je žal v procesnem in tem sistemskem delu, kjer v resnici je standardizacija zelo pomembna, začelo kazati manjke. In vse to smo tudi videli porabniki, potrošniki. Niste bili krivi dobavitelji, vidite, niste preveč stiskali Mercatorja, ne? No, težko rečem, da stiskaš enega višje v verigi, ko mu daš napoved dviga cene in traja 3-6 mesecev, da ti zavrne napoved dviga cene. Trgovec ne čaka, da potrošnika vpraša, ali lahko dvignem ceno. Tako da mislim, da smo dobavitelji tukaj, pa ne vem, mogoče bi mogli tudi prej sami pristopiti k iskanjem novih prodajnih poti, pa z obzirom pač na specifiko hrane in teh izzivov, ampak nekako ta utečenost do pač do te trgovske mreže mogoče nas zdaj malo tepe ali pa nas skrbi, kako bomo nadaljevali. Pa ne govorim se za zadružni sistem, mogoče cel ta živilska branža v Sloveniji, tisto, ki je najbolj cenem, bazira na slovenski surovini od slovenskih kmetov, smo pred enim izzivom. Kako bomo nadaljevali? Ko gremo po trgovinah, vidimo, kdo je najbolj zastopan, seveda, smo odprtem tržnem gospodarstvu, nimam tega vpogleda, ampak vidim pa že leta ali pa desetletja, koliko je, ne vem, hrane konzervirane, bilo kakšne iz evropskih ali pa drugih držav, in koliko je naš delež, ampak na koncu, še to si dovolim, skoraj vsak katalog ima na prvi ali drugi strani akcijo meso, stalno je neka bitka, da boš lahko cenejše, da boš slovensko meso postavil cenejše. Pa zakaj? Smo mi tudi rekli, da bomo licitirali najnižjo ceno za člana uprave v nekem tem subjektu, Nismo, No, ampak moramo pogledati tudi z zornega kota porabnika in videti, kaj pravzaprav pa porabnik hoče. In se mi zdi, da včasih v teh naših partnerskih sistemih in sploh po velikih sistemih pozabimo na to, da je pravzaprav ključ v kupcu. In ta kupec se je zelo spremenil. Ta kupec tudi ni več tako zvest posameznemu trgovcu, kot je bil nekoč. Je tudi bolj premišljen, je izjemno izobražen, zato ker, rečemo izobražen, ve, zato ker lahko danes tehnologijo ugotovi vse. Pravzaprav ima komunikacijo vedno pri sebi in lahko zelo hitro presodi, kam gre in kako. Ampak je pa tudi v stresu ta isti kupec. Rečemo, da je kar v eni permakrizi. Zakaj? Zato ker biti pa seveda navajena, ali pa imeti neke utečene navade v lokalnem okolju, še posebej v ruralnih okoljih, iti v to mojo trgovino, to pa je lahko potem tudi stres za porabnika. In še ena reč, ki se je res zgodila v teh konsolidacijah in hkrati tudi konkurenčnem boju, diskonterji so zelo modro postavili tudi na našem majhnem trgu svojo politiko vključevanja slovenskih izdelkov in seveda tudi stremljenja za dobrim ravnotežjem cene in kakovosti. In to je nekaj, kar tudi v teh njihovih izjemno standardiziranih in stroškovno zelo učinkovitih procesih tudi daje dobre rezultate in moram povedati, da tako, kot sem prej omenila, da tudi tržni deleži jim rastejo. Še mogoče eno dodatno zadevo. Ko so diskonterji prišli, toplotek ni bilo. Ena stvar, ki je, kako so se prilagodili na frekvenco nakupov in na delež košarice, če govorimo o potrošnikih, je neverjetno. Tako da ta prilagoditev celotnega procesa, celotnega formata je presenetljiva in je bila v Sloveniji ena izmed ključnih stvari. A to govorimo zdaj o Lidlu pa o Hofru, naprimer, tako, da smo bolj točni. In še nekaj, kar mislim, da je res njihova prednost. Kar pomeni, da so šli bistveno bolj convenience pri ročnem shoppingu. In v tem delu, tukaj pa na tej lokaciji v Sloveniji, lokacije so dobre, standardizirane, je
slovenski potrošnik mogoče malo prepoznal te raznolikosti, ki jih je omogočala takratna trgovina, z vidika formata in sterilizacije. Lahko eno pod vprašanje še, pa bom, ne, saj prav, vi ste že omenila, ne, da smo pa zdaj na eni strani v enem stresu, na drugi strani pa vseeno poznamo to lokalno trgovinico, kjer kupujemo vsa ta leta. Vi pa, ki pogledate vse parametre tistih kupcev, ki kupujemo, a smo Slovenci res razdeljeni, da stari gredo še vedno radi v trgovino in zaupajo, vsi ostali pa na internetu pogledajo, pa zdaj ne govorimo o živilih, ampak o vseh ostalih in so zelo poučeni, kaj se kupi, ali je cena vendarle tista, a ne, kot to pa zdaj tudi govorimo, vi ste omenili, slovensko meso je cenejše, hitro ga kupimo, na koncu pa na spletu se mi zdi pa vendarle cena prevaga, ne? Jaz bi gledal to skozi en daljši kontekst razvoja trgovine, ne. Prva stvar je mobilnost pač slovenskega potrošnika. To je pač tudi cross-border nakupovanje, vse stvari, kar pomeni, da 20 let nazaj smo bili dovolj mobilni, 30 let nazaj so nas učili pač neke takšne stvari in smo bili pripravljeni se peljati pa kupiti tam, kjer smo dobili pač ustrezne informacije. Druga stvar je, kako preidejo informacije od ust do ust ali pa kakšno so priporočila, kar pomeni, da je to tudi neka zvestava. Tretja stvar pa je, kar je prinesla normalno tehnologija, ki je že tukaj zdaj spet 30 let, govorimo o spletu, transparentnost informacije. In vse te stvari, transparentnost informacije dejansko omogočajo ljudem, da se bistveno lažje, hitreje odločajo za nekaj, kar in opredelijo vrednost. Zdaj, tukaj obstajajo cenovni in necenovni faktori vsega tega. Cenovni faktori so zelo transparentni. Jaz lahko primerjam standardiziran produkt z drugim standardiziranim produktom. Težko pa primerjam hruške iz tega sadovnjaka pa hruške iz onega sadovnjaka, kolikor na tem delu nimamo pač nekih drugih informacij, še posebej pa tukaj pomeni kakovost, ki je percipirana za strani potrošnika ali pa tisti, ki so opinion makerji na nek način. In Da ta ve, kaj del, lahko pričakuje. Točno to. Ne? In v tem delu se mi zdi, da obstaja za lokalno trgovino, ki je v resnici, če govorimo ves čas, da je v živilski trgovini, ki je večinoma lokalna, vedno, tudi zaradi stroškov in dostave vse skupaj, hkrati je lokalna trgovina lahko tudi premiumska, samo mora znati to skomunicirati. Tako. Mora znati to Postaviti vrednost ponudbo postaviti. pravemu kupcu na pravo mesto. In tukaj se mi zdi, da so tudi diskonterji spet šli en korak naprej in znajo obvladovati tudi velike podatke, kot rečemo temu. Ne. Torej, mislim, da trgovec, ki meni ponuja in katerega aplikacijo uporabljam, zelo dobro ve, kakšen je moj profil kupca. Torej, kdo sem jaz kot kupec, kaj kupujem in kaj mi potem tudi ponuja kot pospeševanje prodaje, kot morda neko posebno ponudbo. Ne? In to prepletanje, mi rečemo ta bundle uradno, ali pa bi rekla kot en tak strokovni naziv, je nekaj, kar v resnici zelo dobro tudi ta del velikih sistemov obvladuje. Danes je tehnologija bazirana na velikih podatkih, pravzaprav lahko zmagovalna strategija marsikoga, kajti večkanalnost, kot rečemo temu, je pravzaprav že kar domena vsakega dne. Mi pogledamo nekaj, ne, na spletu se preverimo, bi rekla vse značilnosti izdelka, potem pa gremo v trgovino, pogledamo, vidimo in morda celo kupimo na koncu na spletu. In vse to mora biti v trenutku dano. Se mi zdi, da sta dva svetova. Ne? Eden je ta podatkovni, o katerem govorimo, kjer vedo ali pa veste vse o naših navadah, a ne, še s telefonom zdaj res hodimo okoli, točno se ve, koliko sem prehodil do trgovine po tisto meso. Na drugi strani pa dobavitelji, zdaj zaenkrat smo še v tem živilskem bazenu. A imate dovolj podatkov? A vam te podatki služijo? A sodelujete lahko s trgovinami, da vam rečejo, poglejte, toliko pa toliko krompirja potrebujemo, pa ga, budimo iskreni, Slovenci potem sploh nimamo dovolj, naprimer. A je ta odprtost podatkov v tej verigi od kmeta pa do trgovca tudi vam na voljo? Mogoče me stvari prej rekel, preden gremo na ta prenos podatkov. Prej smo govorili o moči trgovine, ki ima moč, odreja na koncu malo prodajno ceno, ne, in usmerja kupca. Ne. Zdaj leta že usmerja tudi drugi kupci, ampak za nas je bil največji problem usmerjanje velikih kupcev. Ne. Jaz velikrat povem, ne, v letu 2023 so 5 velikih trgovcev, neživilskih in živilskih, porabilo na letni ravni 265 milijonov za oglaševanje.
To je najbrž cel paket zgodb, to niso samo natiskani letaki, ampak na drugi strani smo pa, rečemo, kmetijstvo, strani ministrstva, bi rekel, vse in z dobro vidno kampanjo Naša super hrana podprti z milijonom evrov. Ne? Imamo tudi živilsko industrijo, ki je močnejša in tudi oglašuje, ampak s kom se zdaj mi tukaj borimo? Ne? Zdaj, jaz sem pač parkrat tudi izval te gospode predsednike uprav, jaz sem delal v marketingu 16 let, jaz enkrat nisem, ker sem imel specifične produkte, ki sem jih prodajal, rekel, mi imamo akcijo. Vaš letak se začne z akcijo ali pa, da je spoštujete, imate radi in razne lojtrice domačega. Ne? Mene je bilo vedno strah, ko so si izbrali za Potemkinovo vas, nek nabor izdelkov, ki na koncu pa 3000 litrov bezgega soka in so vsi tekmovali, da bojo bolj vidni v očeh tem emocionalnih nakupovalnih očeh kupca, koliko so oni domači. Ne? Jaz pa kot predstavnik čist realnega sektorja pa sem videl, kako poslujem, kakšni so pribitki, ali pa če obrnemo marže na naših izdelkih, pač si bil pa zaskrbljen. Ne? Mi smo dobivali res tenek kos kruha, bi rekel šunka, pa vsi ostali dodatki so pa ostali tam. Ne? In potem, ko so pa prišli diskonterji, me je zaskrbeli, zato ko pa veliki trgovec mogoče pa ni bil pripravljen. On je bil ko ste že vi sami lepo povedali, strašno organiziran, stroškovno naravnan, špediter je mogel biti tako oblečen, logistično paleto postaviti na točno določeno mesto, vse je bilo izračunano, 3000 izdelkov komunikacije na blagajni, vse klapa. Ne? Naš glavni partner pa ni bil in je čakal in zdaj naš glavni partner, rečemo, pa en največjih partnerjev, boleha in se nekaj zdravi. Ne? Prenos podatkov, ali smo mi sposobni sploh te podatke procesirati. Sam sem velikrat zaganjal neke kampanje, da bi se z velikimi trgovci dogovorili, kaj vi potrebujete. Ali je sorta tega paradižnika, kdaj, ali lahko uskladimo še ta majhen promet, ampak da ga z dinamiko, s količinam, s kvaliteto determinirano in da vzpostavimo neke povezave. Ne? Ampak pol je prišlo do tega, vi to ne morete, mi to ne moramo, mi imamo 90 dobaviteljev. Zadruge, ki zelenjavo dobavljajo, so 3. Ne? Zakaj ste vi šli do 90? Ni moj problem. Ali je želja vedno nekega cimanja za nižjo ceno, ne? Ali ne? Ampak se vrtimo v nekem začaranem krogu. Ne? Panoga pa je kmetijstvo in tudi živilska industrija, ne samo zadružna, je pa v bistvu izredno nizka dodana vrednost. Ne? In če ne bomo tega imeli, če bomo mi surovino izvažali, les izvozimo, a bomo vse kmetijske pridelke tudi izvozili, če ne bomo tukaj predelali, pa na način, ko bo profesorca še bolj povedala, če ne bomo dali dodane vrednosti, zato je potrebno marsikaj, sploh pa količino obsega, boš delo 5 ton klobas ali boš delo 500 ton klobas na kvaliteten način pa dal brand. Ne? Tukaj so pa tisti koraki, ki jih moramo narediti, da bomo pol pa lahko mogoče pripravljeni za kakšno obliko drugačnega poslovanja, kot da jaz vedno znova hodim okrog trgovcev, diskonterjev drugačnih in iščem poti za naše izdelke, za katere verjamem, da v bistvu so še kako potrebni za celo zgodbo, da podeželje ostane živo, da tista ekonomija tam zalaufa, pa da se malo izboljša, na koncu sem pa kupec. Mene zanima, da ko grem v trgovino, v mesnico ali tam, da bom dobil konkreten izdelek, ki ga želim. Tako je, tistega, ki ga človek želi. Ne? In ravno v tem je morda še ena od priložnosti, ki pa jo imamo v Sloveniji, ker je lokalni del pravzaprav kar velik del naše trgovine. In v lokalnem delu, zdaj če govorimo o ruralni, urbani del, se mi zdi, da je še več priložnosti, da se pristopa prav na ta način, malce mogoče modernejši, do tega potencialnega kupca. In da tistega trenutka včasih tudi ne izkoristimo. Je pa res, da je seveda tudi v pogajalski moči potrebna ne samo količina, ampak tudi uravnoteženost s ceno. In to je tisto, kar je največja presija v tem trenutku za vsakogar, ki stopa v te velike sisteme in vas tukaj popolnoma razumemo. Ampak je pa tudi res, da so ti segmenti zelo različni. In jaz se velikokrat spomnim tega, ko smo želeli kupovati tudi večji obseg količin za razne namene, kako je potem seveda v dobavni verigi bil to problem. V tistem trenutku, ko imaš željo, ko imaš potrebo. In tukaj imamo včasih morda tudi stične točke, ki jih je treba znati uskladiti z velikimi sistemi. Veliki sistemi seveda pa želijo optimizirati in vedno bodo želeli optimizirati. In tukaj imamo morda zdaj pri diskontnem delu ta učinkovitost, uspešnost, koncept delovanja. Jaz bom mogoče za trenutek malo vrnil debato v tisti del uporabe podatkov.
Meni se zdi tu esencialna. In ko govorimo, kako smo začeli govoriti o tem, ali smo poslovni modeli vzdržni ali niso vzdržni in kaj prihaja, jaz mislim, da ob pomankanju znanja, pomankanju zavedanja porabe podatkov, pomankanju sistemov za vsega tega, tudi možnosti delitve na celotni verigi dodane vrednosti teh podatkov ali pa ustrezno delitev ob neki kompenzaciji. Naprimer, pri tehničnih izdelkih imajo veliki globalni proizvajalci zelo jasno določene dodatne diskonte, če trgovci delijo podatke z njimi, in potem imajo analitične time, ki dejansko predelujejo točno njihove deleže po nivoju SKU-jev v posameznih trgovskih verigah, tipu trgovske verige, ne samo, da to kupujejo od globalnih providerjev. Tako da hočem samo povedati, da na tem delu je v Sloveniji možno zelo, zelo veliko narediti, tudi na tem nivoju, ampak ni pripravljenosti, ni povezovanja. Pa bom dal zelo plastično in sicer podatek izpred 15 let, mislim, da to zgodbo lahko povem, da trgovci niso nujno takšni veliki vladarji odločanja v dobavni verigi. Naprimer, smo se odločili v preteklem mojem izkušnji trgovskega podjetja, da zamenjamo trgovsko znamko, dobavitelja trgovske znamke v eni kategoriji, ki je relativno pomembna v nakupni košarici. Kaj se je zgodilo, ko zamenjaš za neko nižjo ceno od preteklega dobavitelja, ki je bil eden izmed najbolj sprejetih trgovskih znamk v tej kategoriji? Zgodi se ti lahko to, da v naslednjih 3 mesecih skozi podatke lojalnostne kartice ugotoviš, da 25% tvojih lojalnih kupcev te kategorije več ne kupuje pri tebi. Kaj si naredil? Naredil si za tem, ali so zamenjali za A znamko, ali so zamenjali za tisto nadomestek, ali so prišli ven. 25% tvojim kupcev, ki so kupovali kategorijo, si dal opcijo, da grejo kupovati nekam drugam. Ali bodo kupili samo ta izdelek tam? Trgovci imajo tudi svoje izzive. A lahko jaz samo eno podvprašanje, zakaj se zdaj vrtimo okrog teh podatkov, ker ko sem razumel, kaj se je zgodilo, naprimer pri Mercatorju pa pri drugi konkurenci, je ravno tudi to znanje bilo eno od ključnih, zato sem tudi to vprašanje postavil, a lahko zadrugam kdo pomaga? A je realno, da naprimer te podatke lahko oni začnejo drugače uporabljati, se bolj prilagodijo, s tistim milijonom bo premalo, a ne, to smo zdaj oglaševalski sej. Je bilo druga. Tako, ampak tukaj je ta razlika, ne, če imaš 200... Smo vas zagotovo takoj predlog. No, sej, ker če imamo na eni strani... Mene že skrbi, ne? Ne, ker če... Da ima akademski in ta visokotrgovski del predlogi za nas, mene že skrbi. No, mene pa kot... Svetovalci so mi psa prešteli podovce. No, mene pa kot laika, vendarle pa to razumem kot novinar, ki 20 let to spremljam, da če na eni strani nekaj deluje in če ti imaš podatke in s temi danes vendarle podiraš vse prodajne rekorde, na drugi strani si pa, kot ste vi prej, ko smo govorili, ne, prišli na zadrugo, pa pustiva zdaj, v kakšnih razmerah so bili naprimer računalniki, a ne, moraš temu slediti. Torej, me vseeno zanima, a obstaja neka pomoč, ki bi jo lahko v Sloveniji nudili dobaviteljski verigi, da bi se bolj upletla s temi podatki in se torej pripravljala na leta, na potrebe, na zahteve. Zahteve integracije različnih vrst podatkov so tako, mislim, problem, ki ga rešuješ, je zelo zahteven. Jaz mislim, da je vprašanje konsenza in zavedanja vrednosti tega in kaj bo kdo dobil na tej verigi in na kakšen način se bo ti podatki izmenjali. Zdaj vprašanje pa je tukaj spet Zakona o varstvu konkurence, ne, in delitve podatkov. Jaz zdaj ne bom šel nazaj na Mercator, da bom šel na Amazon v Franciji. Amazon v Franciji je bil, mislim, so ga dobavitelji Amazon Sellerji praktično spravili na sodišče, zato ker ni delil podatkov, ki bi jih sicer bilo dobro deliti z Amazon Sellerji in jih je uporabljal njihove podatke za svoje namene, zato da je lahko razvijal konkurenčne produkte in jih dajal v ponudbo zraven. In to je pač praksa, ki se pač ne sme, vsaj v Evropski uniji, uporabljati z vidika velikih platform
na takšen način. Vendar bi mogli najti nek poslovni model, v katerem bi lahko tudi tisti mali, če bi se zavedali pomembnosti teh podatkov, zato ker tukaj lahko govorimo in o cenovnih elastičnosti, in o učinkih posameznih promocijskih kampanj, in o sezonah. Tako da te optimizacije obstajajo. Mi smo že delali projekt Horizon na to temo, da bi združevali te podatke. Prav tudi, če smem samo dodati kot idejo, imamo seveda veliko virov, ki smo jih pridobili iz Evrope za odpornost, za razvoj v tem trenutku, in mislim, da je to eno od zelo pomembnih področjih, očuvati slovensko kakovost, hkrati vse proizvajalce, ki dobavljajo, zdaj govorimo predvsem o živilski verigi, v to slovensko kakovost in ki znajo tudi očuvati znamko slovenske kakovosti, vendar pa potrebujejo znanja in potrebujejo vzpostavitev sistema, da bi lahko v resnici potem tudi vsa ta znanja, podatke in videnja o kupcih tudi uporabljali danes, jutri, pojutrišnjem. No, to se dobro sliši. To pa je koncept imenovanega opolnomočenja in jaz mislim, da institucije, tudi ministrstvo in seveda vse druge organizacije, s katerimi ste povezani, znajo, bi rekla, zagotovo najti tudi vire v ta namen. In to mislim, da je nekaj, kar bi pritikalo, ne glede na zakon o konkurenci, kot tisti del, ki krepi v resnici slovensko kakovost, oziroma je tudi trajnostno odgovoren, kajti gre za dolgoročni koncept. Kako je pa v resnici? Vidim, da mi berete iz oči, ne? Kako je pa v resnici, ne? Ja. Res, spoštovanje, vsi da se mora nekdo odločiti o tem, na svojih področjih, nekateri imam pa izkušnjo, ko stopiš v neko stavbo z namenom, da boš toliko pa toliko ton letno se dogovoril, prodal in ga prosil za dinamiko in tako naprej. In po 5 minutah pogovora, ko si blagohodno poskušal govoriti o temi, ki je zelo delikatna, priporočena maloprodajna cena, na drugi strani oseba zapre laptop in te odslovi. Pribitek je bil 200%, to je 66% marža na izdelku. Meni ni pomagal, mislim, da sem takrat bil sem sodeloval z Nilsnom pa s Klefmanom, jaz sem imel podatke, po čem so hrenovke in klobaste. Ampak mi ni pomagal. Gospod je me odslovil po 5 minutah, ko sem rekel, to je pa mičkem preveč, ne? Zato sem tako občutljiv, ko se govori o maržah ali pa pribitkih. In takrat greš domov in veš, da nimaš za tisto količino hrane, ki je bila proizvedena na kmetijah v takih kontroliranih okoljih, ne, nimaš kam z njo in pač greš do druga trgovca. Ne. Je res, da premalo koristimo znanje, se je že zdaj dostopno. Če nam ne boste vi posredovali še bolj kvalitetna danes, že te platforme, kako bi jih imenoval, od Nilsna do Klefmana, ti dosti povejo, ampak kaj ti pomaga, če ti deluješ na slovenski surovini, ker si zavezan, ker so te člani ustanovili zadrugo, postavili mesno predelovalno, mlekarsko, vinsko industrijo na tem in ti sama ta vhodna cena, ki jo pa določi vse, od okolja tistega leta, stroški tistega leta, ne, in ne posegaš na borzo, ne vem, nekam, da boš cenovno ugodnejše kupil, da se boš popravil stroškovno, kaj mi pomaga, da vidim pa, da lahko nekdo ta produkt naredi veliko ceneje ali pa da je uspešnejši in tako naprej. Ne. Ko si zavezan samo na en vir, ne, si zelo nefleksibilen v teh okoljih, ko je treba se pa cenovno prilagoditi. Ne. In če si zavezan tudi recepturno, tradiciji, izdelki so iz mesa, ne, in ko sem srečal, pač prehajam z druge branže, ko sem pa srečal trgovce z dodatki, ne, se mi odprl horizont in rekel, ne, to je formula, ko se ti cena mesa vzdiguje, daš pa več tega noter, ne. Vse je dovoljeno, ne, se ni nič stropenega, to so naravne zadeve, pač malo več soje, malo več unga, ne. Ampak tako teče realen biznis, ne. Mi smo pa drugje doma, ne. Mi imamo pa toliko kmetov, toliko mleka, toliko predelave mesa, toliko grozda in to so naši produkti. Vem pa in tudi sam skozi zavedam, že ko sem delal v poslu in tudi zdaj, ker pač sem zastopnik prek Zadružne zveze naših kmetov in zadružnikov, da imamo premalo znanja. Ne? Zdaj pa kje se začne, kaj je bilo preko košalja, ali smo imeli premalo znanja ali premalo denarja, kdo bo to investiral, ne? Kader stane, razvoj stane, ne? In je nek začarana spirala in ob vsakih takih dogodkih ko opazujem, kaj se dogaja na trgih, ko ti pade, ne vem, določen sektor, količinsko, ne, a je to začetek nove spirale. Mi smo imeli samo oskrbo na slovenski svinjini, da smo na 25-30%, ne. Imamo samo oskrbo na piščancih, na jajcih, na govejem mesu, na mleku in tako naprej. Smo pa zelo občutljivi,
ta samooskrba je zelo občutljiva še to, ker imamo izredno fragmentirano kmetijstvo. Kar je lepo, podeželje je lepo, majhne njive, kmetije gor dol, ampak konkurenčnost takega sklopa kmetije je pa problematična. Večino govedine, ki ostane v Sloveniji in jo pojemo in jo cenimo, zredijo male in srednje kmetije v teh območjih omenjenega. No, ampak ravno iz tega razloga je potrebno še toliko bolj iskati te drugačne tržne poti in hkrati se, bi rekla, res opolnomočiti v tem vedenju, kako te kupce, ki pa smo odgovorni do slovenskega porekla, pa bi rekla, ne samo deklarativno, ko nas sprašujejo, ampak tudi dejansko želimo in kupimo na koncu in celo pripravljeni smo dati toliko in toliko odstotkov več za to hrano, kako te kupce ohraniti dolgoročno, predvsem pa jih narediti zveste. In jaz mislim, da je tukaj lahko veliko še storjenega v pomoč in podporo seveda ohranitvi vse te slovenske kakovosti. Jaz mislim, da moramo se vrniti vedno nazaj kupcu. In moramo se vedno vrniti skozi kupca v dodano vrednost, ki jo imamo. Lahko se poskušamo tudi, poslušamo o lesarski industriji, kako izvažamo v Avstrijo, debla, oni pa nam dajo izdelke z dodano vrednostjo. Jaz mislim, da je to skozi vse vertikale dosti pomembno, zato se nočem zdaj. Jaz razumem, ker sem bil del pogajanj v Mercatorju, postavljal sem sistem vseh podatkov od zadaj, v katerem smo imeli zelo jasen pregled na nivoju blagovnih znamk in na nivoju SKU. Vem, da so to zelo težke zadeve in vendar vedno se pa išče na koncu, kaj je dodana vrednost in na koncu, kaj bo potrošnik kupil, zato ker na koncu je ta edini, ki bo prinesel denar nazaj. Tako da se absolutno strinjam, da mogoče ta fokus in potem pride na vaš komentar, 1 milijon evrov za to, kar sem zato, že govorila. Točno tudi že na ta komentar nazaj. Ali smo tukaj skozi to dodano vrednost in prepoznavnost pri potrošniku ali pa vse skupaj dovolj naredili za to, da imamo dejansko kvalitetno domače blago, ki se ne bo prihajalo v pogajanje na tem nivoju. Temveč pogajanje popolno v drugem nivoju. Ali lahko jaz preskočim? Ja. Dovolite, in takšni porabniki obstajajo v Sloveniji. To je pomembno. In zih, ki je potrebno. Mi to vemo. In te je potrebno to še živimo. In to je segment, ki bolj kot ne danes sodi v tako imenovani segment preskrbljenih. Ti so namreč, če dalje bolj jih zaznavamo na trgu in ti so izjemno odgovorni do tega, kaj kupujejo, predvsem z vidika kakovosti in porekla. In ta del je nekaj, kar morate vi naslavljati, bi rekla, še bolj sistematično, poglobljeno in s temi opolnomočeni vedenja, kdo to pravzaprav smo. Še kupujejo skozi alternativne kanale. Zdaj bi pa jaz preskočil, malo vas bom dal na stranski tir samo zato, ker bomo šli na Kitajsko. Prav, k temuju, pa zdaj ta Black Friday sem omenil samo zato, ker je to seveda neka velika fama, ko se mediji veliko s tem ukvarjamo, ampak tudi veliko denarja potem pustimo na spletu. Temu je ena izmed zdaj modernih, lahko rečemo, teh spletnih strani, kjer vi ste omenili kvaliteta, pa poreklo in tako naprej, kjer se zdi, da to ni v prvem planu. Da pogledamo, kakšna je cena in potem to pride. Vi ste prej omenili tudi te tokove, zdaj imajo oni ampak na temu ne kupujemo živilskih. Ne, zato sem rekel, da dam malce na stran. Zdaj gremo v drugi spektr trgovine, ker trgovina vendar ni zgolj živilski del, vse tudi M-tehnika ni. In se mi zdi, oziroma bi vas vprašal kot strokovnjaka, kaj pa tam prevlada, da je temu v tako hitrem času zavzel tudi slovenskega kupca. A je to ta denar, več kot 1 milijon evrov, so te parametri, ki so kralji na spletu, hitrost, cena, kaj? To je zelo zanimiva zgodba. Mi vemo, da je to podjetje, ki je staro samo 9 let. Po drugi strani, znam to še en dodaten okvir. Temu je disruptor nam dobro znanih platform, kot so Amazon in AliExpress, kot je Shein, disruptor dobro znanih fast fashion brandov, kar pomeni, da že te zadeve, ki so se razvijale v zadnjih 20 letih digitalizacije kot platforme, imajo svojega disruptorja. Disruptorja imajo pa predvsem na eni zadevi, ki se je pojavljala v zadnjih 10 letih vedno bolj, ko so proizvajalci začeli razmišljati o tem, kako bodo se opolnomočili skozi digitalne kanale in temu rečemo direct to consumer. Pomeni, da so začeli razvijati svoje direct to consumer platforme. Ljudje, ker AliExpress, Alibaba in Amazon so vsi resellerji. Od resellerjev. Temu je pa začel direct to consumer. In da ne bo pomote, temu je začel kot direct to consumer na zelo majhnih mestih na Kitajskem, na živilskih proizvodih.
Res je, ampak na domicilnem trgu. Na domicilnem Tako, trgu, na mestnem trgu. tako, Ampak pomeni, da je razvijal neko tehnologijo, neko inovativnost v poslovnem modelu, kako pripeljati na zelo hitro pokvarljivem blagu stvari do končnega kupca. In če to potem greš in se začneš pogovarjati o izdelkih, ki so tako rekel, neke diskontni izdelki, ki imajo visoko frekvenco nakupov, ker ljudje kupujejo, mi smo že imeli Studio Moderno v preteklosti v modelih direktne prodaje, ker ljudje kupujejo tudi stvari, ki jih mogoče nujno ne rabijo, pa znajo biti dosti impulzivni, lahko ti to platformo zelo hitro nadgradiš. Še posebej zaradi tega, ker si vzel velik del marže in velik del marže dal tudi kupcu, ampak ima še vedno. Temu je imel pred parimi dnevi spet objavo, njegova maržna stopnja v zahodnem svetu, ki je objavljena v tem delu, je izredno visoka. Tako da to je to. Je pa vprašanje tega, kaj vse je subvencionirano z strani nekoga drugega. Kar pomeni, oni so naredili platformo, obvladajo to platformo in sicer uporabniško izkušnjo. V tej uporabniški izkušnji so uporabili zelo veliko digitalnih prvin, ki omogočajo na nek način neko vezavo, gaming tip vezavo potrošnikov, ki jim spodbujajo za fear of missing out in vsega ostalega, da bo izgubili pač te popuste in vse skupaj potrošništvo do neke stopnje in dejansko kategorijo po kategorijo brišejo ostalim trgovcem. Je treba ves čas biti pazljiv, katero kategorijo ti je temu zbrisal iz tvojega nakupne košarice. Tako da tudi Non-Food 2 v velikih hipermarketih je en del tega. Ja, Kaj to pomeni? Zdaj pa to se pa zelo podvprašanje. lepo povezuje s tem, da vse bolj zaupamo v spletno trgovino. No, sej. Vse manj pravzaprav v klasično in vse bolj v spletno, tudi iz razloga, ker ta postaja res učinkovita, prijazna v storitvi, izjemno bi lahko rekli fleksibilna tudi. In vas čas te nagovarja, ne? Vaš Kadarkoli. čas te nagovarja, tukaj je interakcija neizmerna, ne, in traja 24/7, jaz vedno pravim. Ne. In hkrati ta poslovni model pričenja pravzaprav zmagovati ne samo v teh kategorijah, ki jih mi globalno kupujemo, ampak zmaguje seveda tudi vse bolj v netipičnih, bi rekla, bolj trajnostnih celo izdelkih, zato da se človek poduči, kaj vse lahko seveda že na spletu zelo uporabno preveri, vidi, ne, in na koncu potem kupi. A lahko zmaga tudi slovenski proizvajalec? To sem želel pripeljati. Se pravi, Dobro vprašanje, dobro Ker- vprašanje. mene to najbolj zanima. Ali to pomeni, da bodo mali podjetniki, ne vem, ljudje, ki nekaj ustvarjajo, nekaj izdelujejo, lahko konkurenčni našli prostor na Pa te... dajva en primer, recimo Juicy Marbles, ne, ko smo trajnostni in ker gledamo na kakovostne sestavine, ne, recimo oni zmagujejo, zagotovo zmagujejo, torej so zelo, bi rekla, prepoznavni že v svoji kategoriji izdelkov na ameriškem trgu. Ampak zakaj? Zato, ker znajo ne samo z vidika kakovosti zelo dobrega cenovnega, pametnega cenovnega pozicioniranja, ampak tudi te večkanalnosti približati se pravemu kupcu. In tisto, kar sem želela nadaljevati v poslovnih modelih, ki se zdaj postavljajo kot, ti si rekel, kot neki disruptorji, torej kot bi rekla, neki moteči, ne, poslovni modeli, v resnici v ozadju uporabljajo danes zelo jasno umetno inteligenco, ki jo v več nivojih celo uporabljajo, ne samo na enem nivoju, torej ne samo splošne generične, ampak gremo korake nazaj in še kakšnega naprej. In tukaj je ta podatkovni del, s katerim sva začela, tako ključen in pomemben, da ga in temu obvladuje globalno. Ne? In iz enega drobnega živilca, ne, v resnici na zelo bazičnem in enostavnem trgu postal globalni dobavitelj. In to vsem starostnim segmentom. In zdaj vas potegnem nazaj v debato, seveda. Ne? Rekli ste, da tudi v slovenskih na kmetijah ali pa pri pridelovalcih imamo takšne zvezde, ki vejo, kaj imajo. Naprimer, če prodajaš pljučno pečenko ali pa kakšno klobaso, je ta klobasa, Razvaljeno meso. naprimer, ne, Tako, ja. je takšna stvar na internetu lahko tudi 2-krat draže, 3-krat draže, kot je naprimer v navadni trgovini, zato ker veš, kakšno zgodbo imaš. A je to prihodnost, da se znajo odzvati, znajo ponuditi na takšnih platformah takšne stvari, samo da verjetno bolj lokalno, ker to meso vendarle verjetno ne bo potovalo, ne vem, na drugo stran. In mediji in ljudje, vsi imamo rad te zgodbe o uspehu, ki pa ponovadi od zadaj, ko pogledaš pa ne vem, neko esenco posla, vidiš pa, da so to manjši posli, da je 1 ali 2 zaposleno. Ne? Zadružništvo že dela čez 1 milijardo prometa, tukaj ljudi zaposluje direktno in posredno in tako naprej. Mi moramo vsem skrbeti, da bomo celo
celega, bom si drzno reči, celega bika prodali, ne samo pljučno. Ampak jaz bom twist naredil zdaj, ampak kakšna moč je, če sodobne načine nagovarjanja, ko zjutraj, ko bereš, ti že ponud, da si včeraj gledal pralni stroj, pa kaj pa nove smučke, in te nagovarja, da si mogoče potrošniško totalno naravnan ali pa pretirano naravnan, pri hrani pa vedno govori, akcijski letak, bodi previden, kupi najcenejše meso, tam si ne me popravijo, ne me ocenijo, tam si povprečno navlečemo domov stvari, ki jih niti ne rabimo, smo potrošniška družba, pri hrani pa konstantno trgovci, klasični in mogoče najbrž tudi drugi, nagovarjajo, kupuj ceneje. Še prej mogoče ena replika, ko se z nekom pogajaš, se lažje pogajaš s tistim, ki ga lahko, ga stisneš tistim, ki ga lahko. Mogoče en tuj dobavitelj, Mercator, Šparo, postav pogoje. En manjši trgovec ali pa dobavitelj, ko pa pride, pa reče, jaz vam tole, pa on reče, po te ceni ti bom prodal. Hrana, je pa z velikim zavedanjem, res velikim empatičnim zavedanjem za skupin, ki se res ne more privoščiti kvalitetne hrane. Hrana je prepoceni in jo konstantno vrtimo v spirali razvrednotenja. No, ampak jaz ne bi se strinjala s tem, da trgovci nagovarjajo, da kupujemo hrano poceni ali ceneje. Kako? S tem nagovor, ne. Če je minus 30%. Nagovor, vem, tukaj gre za akcije ali gre za posebne ponudbe. Če 60% mesa v akciji. Nikoli ne vidimo napisano, kupujte cenejšo hrano. Tega pa jaz ne vem, Darko mu si zasledil. Gre pa bolj za nagovor. Zdaj obešene na besede, pardon, skačem. Trgovec konstantno govori, danes imam akcijo. Potem priješ trgovcu pa reče, a veš, da se 50% mesa proda v akciji. To govorim, a zdaj sprejmete to. To je pa drugo. Pa to je drugo. Se pravi, 50% mesa izdelkov mora prijeti do trgovca z neko moderirano ponudbo, se pravi nižjo, Ampak oblikuje njegov način razmišljanja. Pri hrani sem sposoben dobiti ceneje. Ko bom kupoval, pa ne vem, en telefon, ki ga pač mora vsak imeti, ali pa ne vem, kaj druge dobrine, bom pa to dal, ker je to normativ. Ta model neto prodajne cene glede na osnovno izhodiščno ceno, maloprodajno ceno obstaja v vseh vertikalah. V fashionu zelo jasno vemo, kaj je neto prodajna cena. Pod neto prodajno cene pomeni to cena z vsemi diskonti. Na spletu so nekateri... Kdaj je ta cena jasna? Neto prodajna cena? Ne. Kdaj je jasna? Za mene dobavitelja. Samo trenutek. Neto prodajna cena je vprašanje vseh akcij, ki jih daš, ali zvestim kupcem, takoj, ko pride nova sezona, rečemo v fashionu, ali pa potem, ko razprodaja prihaja, kakorkoli že. In trgovec je ne ve. Zaradi tega, ker je njegov način optimizacije je, da mu ne bo sezona govorim zdaj primerno za fashion, da mu ne bo sezona zastarala, mora prodati po čim nižjimi popusti, pravčas in mora ustrezno targetirati kupce, ki so pripravljeni in cenovno občutljivi v določenem delu, ki so pripravljeni čakati ali ki niso pripravljeni čakati. In v tem delu je del trgovcev dejansko morajo znati to politiko diskontov, pospeševanje prodaje, ustrezno generirati. In vse je prodano praktično, če lahko rečemo, celoten fashion je prodan. Tudi bela tehnika je prodana z določenim popustom. Dejansko obstajajo baze, koliko popusta na spletu vedno se dajo, ker so to neki načini potrošniške psihologije, v katerih potrošniki poskušajo pač najbolj optimalno vrednotiti neko vrednost za določeno ceno v danem trenutku potrebe. Tako da to se mi zdi, da se pogovarjamo o nekih praksah, ki so normalne, del cenovne politike in cenovno pospeševalne politike vseh trgovcev in absolutno pride do proizvajalca vse skupaj, vsi pritiski, kakorkoli že. Absolutno pride. Je škoda govoriti, se mi zdi, o tem. A lahko potem jaz nekaj vprašam? Zdaj v teh cenah. Kot uporabnika, naprimer, me pa zadnje leto močno bega, da če bi šel naprimer v Avstrijo kupiti neke stvari, ki so pa enake kot v Sloveniji ali pa v Italijo. Imamo pa te razlike, naprimer pri makaronih, pa pri še kakšni stvari, pa tako velike. To pa težko razumem, naprimer, ne? No, se gre tudi za nekaj različnosti v davkih, v obdavčitvi, ampak tisto, kar moram še dodati, kar je Darko povedal, da te seveda sistemske, bi rekla, pristope cenovne poznamo, ampak kaj se nam pa zdaj že celo v trgovino prinaša iz drugih področij, je pa tako imenovano dinamično opredeljevanje cen. To je pa nekaj, kar bo marsikatero kategorijo zelo, zelo postavilo na glavo in
tukaj vidim pa priložnost za te različne stopnje kakovosti oziroma tisto, kar želi poudariti prav vaš zadružni sistem. To, kar si rekla zdaj v tem trenutku, dejansko vprašanje. Mi moramo platformo osveževati na vsako uro, z vidika cen in z vidika novih izdelkov. In to se bo dogajalo tudi v trgovinah? Jaz mislim, da smo tukaj Ceno, ki že imajo digitalne tako, seveda. Se mi zdi, da na Petrolu si želijo to. In tako kot kupite letalsko karto zdaj le po ceni X, jutri po ceni Y, po jutrišnjem po ceni XY. Imamo v nekaterih kategorijah. Te stvari so dejansko mogoče. Po drugi strani pa šel jaz nazaj na vaše konkretno vprašanje. Jaz sem delal analizo ne Avstrije in ne makaronov, temveč izdelkov široke potrošnje v regiji Slovenija, Hrvaška, Srbija. In sem razdelil izdelke, kot so hladilniki, potem mali gospodinjski aparati in podobno, na različne nivoje in sem iskal izdelke, najnižje cene izdelkov v vseh teh državah, imamo jih preko 100,000, ki se prodajajo v teh 3 državah, in sem jih razdelil, ali so premiumski segment, ali so osnovni segment, ali so entry segment. No, in je ful zanimivo, da so v premiumskem segmentu v Sloveniji in na Hrvaškem bolj ugodne cene kot v Srbiji. Pa obstaja zelo enostavna razlaga. Na ekonomskem segmentu pa so v Srbiji bistveno nižje kot v Sloveniji in na Hrvaškem. In razlaga je zelo enostavna. Na entry pointu je v Srbiji bistveno bolj občutljiv potrošnik. Premožnejši v Srbiji so pa bistveno bolj premožni kot visoki srednji razred v Sloveniji. In te stvari se prilagajajo avtomatsko in je zelo zanimiv pregled, kako je to. Če smem dodati z vidika slovenskega porabnika, to, kar meri Valicon v trženskem monitorju, pa v tako imenovani novi normalnosti, zdaj se krepita oziroma sta precej stabilna segment prikrajšani in pozorni, to je približno 47% kupcev. Na drugi strani imamo pa več kot 30% segment preskrbljenih. In kar nekako se zdi, da nastaja to razslojevanje, točno tako, kot je Darko zdaj lepo povedal, da imamo popolnoma drugačno sliko, kot smo imeli še recimo 5 let nazaj. 5 let teh vidnih različnosti ni bilo do te stopnje. Bile so, ampak ne do te mere. In se mi zdi, da tukaj le moramo zato tako zelo pazljivo in dobro in aktivno delovati z vsem tem videnjem podatki, razumevanjem porabnika, da bomo znali ga tudi nagovarjati. In res je, so porabniki, ki so izjemno cenovno občutljivi, ker preprosto komaj zmorejo skozi mesec, ampak so porabniki, ki so preskrbljeni in ki kažejo, da ekonomski del ni tako za njih pomemben, ampak je pomemben popolnoma drugačen način videnja, kaj kupuje in zakaj kupuje. Pri koncu smo, čeprav mislim, da bi lahko še kakšno uro klepetali vsem tem, ampak vas bom raje še enkrat povabil. O ljudeh bi še kakšno rekel, zdaj ste jih vi omenili o kupcih, jaz bi pa morda še o trgovkah in o trgovcih. Zakaj? Na začetku sem povedal, koliko ljudi je zaposleno v tem sektorju zaposlenih. No, ko so rekli, zaprli bomo M-tehnike brez skrbi, te trgovce bomo hitro razporedili in res je, ne zgolj, da tekmujejo trgovine za boljšo ceno pri dobaviteljih verjetno, tudi za delovno silo je ta boj kar velik. Imamo nekaj trgovin, ki pravijo, pridite k nam, pa boste delali, 4 dni na teden, imamo boljše plače, zato morda, odvisno kdo bo to najbolje vedel, ampak kaj pa čaka te, ki so zaposleni v trgovini? Vendarle tukaj ne govorimo o vrhunskih plačah, preživeli smo kljub temu, da smo jih v nedeljah zaprli, pa so nam vsi rekli, da to pa ne bo šlo, se pravi, imajo vsaj kvaliteto življenja nekoliko boljšo, ampak vendarle, kaj pa to pomeni za 18% ljudi, ki so zaposleni v trgovini? Ta digitalizacija, nakupovanje preko spleta in vse ostalo. Ravno na strateški trgovinski konferenci smo poslušali en zelo zanimiv primer, Intersport je povedal, popolnoma odprto, da so se ljudje seveda zaposleni kar ustrašili, ko so začeli pospeševati ta spletni del in te, bi rekla, vizualizacije in druge načine nakupovanja, kaj pa bo z mojim delovnim mestom. Ampak vsi imajo svoje delovno mesto še vedno, ker je ta sinergija strašansko pomembna in ker kakovostnih ljudi za upravljanje tega dela pravzaprav ves čas primanjkuje. In tisto, kar bi jaz posebej naslovila, kar smo lahko vsi Slovenci hvaležni, kako se je celotna slovenska trgovina, govorim tudi seveda o
tistih tujih dobaviteljih in predstavnikih v času covida res izjemno potrudila, da smo mi imeli dostopnost do vsega, kar je bilo možno dostopati, in to so bile trgovke in trgovci na mestu, v lokaciji, ne, in jaz mislim, da smo vsi lahko zelo hvaležni, da so zmogle in zmogli. In če je kader kakovosten, zagotovo najde svoje mesto, če seveda že le želi nadaljevati na tem področju. Ko ste pa omenili plače, a ne, v resnici v globalu so vedno malce pod povprečjem, tudi zato, ker ne gre za večini ne gre za visoko kvalificiran, ampak gre za nižje kvalifikacije samega kadra, ne, tudi zahtevnosti niso po kvalifikacijah tolikšne in zato tudi vedno mečkan caplja trgovina, zdaj govorim globalno, ne, na makro nivoju. In ja, vsi ti zaposleni seveda so ne samo seveda občutljivi do svojega mesta, ampak tudi jaz vem, da v sebi odgovorni do tega, da dobro in kakovostno delajo. Jaz lahko rečem kot kupka, da sem to doživela na lastni koži velikokrat, resno skrb, odgovornost, pa tudi prijaznost. Človeški nasmeh v trgovini je pomemben. No, to pa tudi jaz lahko rečem. V Trzinu imamo super trgovke. In mesarja, ne, ki vedno pove, tole je slovensko meso, danes ga vzemi, ker sem ga tam dobil in ga vzamem. Ne. Tako da. Zato je zelo pomemben odnos potem. Tako. Tako. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas. Kot rečeno, res je trgovina tako širok pojem, da bomo o dobavnih verigah zagotovo govorili. Midva bova zagotovo govorila še o tem. Ta digitalni del me noro zanima, zato danes hvala, do naslednjiča. Prav. Hvala za vabilo. Z veseljem. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.